Vladni varčevalni ukrepi so namenjeni le uničenju javnega visokega šolstva, meni Akademski zbor Mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, to, kar sem danes prikazala, pravzaprav v najboljšem primeru obdržanje samo enega študijskega področja na fakulteti. Ob izpolnjevanju zakonskih obveznosti do zaposlenih in hkratnih varčevalnih ukrepov bi do konca leta pridelali več kot polmilijonsko izgubo. Akademski zbor tako zahteva trajnostno rešitev financiranja fakultete, vlado pa poziva naj preneha zmanjševanjem sredstev in uničevanjem javnega visokega šolstva. V zadnjih letih smo racionalizirali, kar se je racionalizirati dalo. Praktično smo na mejah, kar še lahko napravimo. Jaz mislim, da v okviru tega zakona ni neke prave rešitve. Mi vemo že, da je situacija resna od leta 2007. Ne želimo si, da se zmanjša kvaliteta študija, da v najhujšem primeru ukinejo fakulteto za naravoslovje in matematiko. Julijske plače za zaposlene na fakulteti bo tako iz novega likvidnostnega sklada zagotovila Mariborska univerza. Fakulteta pa bo že avgusta postala nelikvidna, to pa bo ogrozilo delovanje celotne univerze. Takšna razmišljanja, ki smo jih zdaj deležni strani vlade, so posledica tudi tega, da imamo premalo izobraženih z področja naravoslovja in tehnike. Če ne bo do sredine avgusta najdenih trajnostnih rešitev fakultete, namerava odstopiti njena dekanja. Sicer pa sta se zaradi vladnih varčevalnih ukrepov v podobnih težavah znašli tudi ljubljanska in koprska univerza.